Skupina Regen, Gaja z mano, zdravo. Zdravo, Boštjan. Če se prav spomnim, ste Regen že bili v Kaliforniji. Bili smo zgolj z mislimi, s telesom še ne, ampak delamo na tem. Mogoče pa pride to. Ja, upam, da res. Ampak tudi sedaj se prestavljate v Kalifornijo, sicer malo bolj detaljno v Hollywood. Ja, to je ponavljajoča tema, pa v bistvu čisto metaforično. No. Se mi zdi, da mi, ki nismo od tam, sploh pa skozi neko popularno kulturo, je to neka zelo romantizirana tema in lokacija in tako. In se mi zdi, da ta koncept Kalifornije in Hollywooda in ne vem, Los Angelesa, teh slavnih ameriških dil, da zelo lepo zaobjemajo ene stvari, ki jih poskušamo skomunicirati skozi to glasbo in to umetnost. No. Zato je to ponavljajoča reč. Nismo pa še bili tam, ampak očitno sanjarimo o tem. In nič ne zamujate, če niste bili, ti lahko povem. Verjamem. Hollywood Love je naslov ta nove. Tako. Pravite, da je to zasanjana indie pop himna. Ja, se mi zdi, da je instrumental tega komada v bistvu res lepo vzel to, kar tematsko glasba sporoča. Ta komad je v bistvu nastal v času covida, ko smo imeli mi te svoje quarantine sessione, kjer smo si pošiljali v bistvu kratke posnetke in recimo Hollywood Love je nastal iz enega 30-sekundnega lupa kitare in basa in jaz se spomnim, da sem v bistvu takrat je bila zima, tako da da je tako že malo si nagnen k temu, da sanjariš o toplejših časih, ampak da sem se usedla, sem zaprla oči in sem sam razmislila o tem, kam me ta glasba ponese. In kar sem vzela iz tega je bila neka taka lahkotnost, sproščenost, neobremenjenost, neko uživanje v trenutku in smo poskušali pol to čim lepše povzeti v tem instrumentalu. Pomeni, da ni skladba samo za Hollywood, temveč za ves svet. Ja, upamo, da res. Ima pa tudi svojo video podobo, ki pa je nastala v domačih logih. Ja, je res. Za ta spot smo v bistvu hoteli narediti nekaj novega. Naši spoti so zmeraj tako zasnovani, da imajo neko dramaturško strukturo, neko zgodbo. In mi smo ful hoteli ta komad deliti z vsemi vami in smo se ful preveč obremenjevali glede tega, kako bomo izpeljali ta spot, kako bomo najlepš pospremili komad in vsebino in vzdušje, ki ga želimo ponazoriti še z videom. In potem smo nekako prišli do sklepa, da je to kontraproduktivno za komad, ki zajema neko sproščenost, dobre vibe, neko svobodnost in lahkotnost. In smo se raje osredotočili na to, na kaj nas vizualno asociira prav ta zvok pesmi. In pa smo se odločili, da gremo lepo na morje za 2 dni, gremo se imeti lepo, gremo doživeti te občutke komada in jih dokumentirati v videoklipih in to vzeti za videospot. In meni se zdi, da bi v bistvu res težko naredili nekaj, kar bi bilo bolj reprezentativno temu vzdušju. No. Drugače pa skladbo tudi igrate na odrih? Ja, je res. Nastajajo pa verjetno tudi nove pesmi. Nove pesmi nastajajo konstantno, je pa le vprašanje tega, kje smo v procesu tega, da jih lahko delimo s svetom. Bo treba še mogoče malo zaplesati, pa bo. Saj sem videla, da bo to točka v pogovoru. Bo pa sedaj v etru tudi ta nova, zato Gaja, kakšna je hollywoodska ljubezen? Hollywoodska ljubezen je sproščena, lahkotna. Tematsko ta pesem govori o tej nesigurnosti, nekih zgodnih faz zaljubljenosti, ko veš, ampak hkrati ne veš, da je nekaj tam. In poskušaš samo ostati v momentu in biti s tem, kar imaš tukaj in zdaj in se prepustiti s tem občutkom. Jaz bi rekla, da je to. Mi smo Regen in poslušate Radioaktivno. Emotions keep on fading, night fall.
Song